Jimnyjev naslednik je že na poti in roko na srce je res skrajni čas za to. Objektivno gledano je namreč ta mali Suzuki iz nekega povsem drugega časa. Da je zastarel, je morda nekoliko pregroba trditev, kajti vendarle gre za terensko specialko, a resnici na ljubo ne moremo mimo dejstva, da Jimny ne paše v družbo aktualnih avtov na trgu. Pa se sploh ne rabimo spustiti na varnostni vidik. Smerna stabilnost je porazna, avto ves čas poskakuje in redno smo se zalotili, da smo vozili počasneje od omejitev, kajti že pri 80 km/h so vrtljaji v primerjavi z današnjimi turbomotorji nenormalno visoki, hrupa pa nenormalno veliko. Pa tudi položaj za volanom je nenastavljiv, voznik sedi stisnjen k vratom, stikala so vintage, oprema avta pa, saj Jimny v bistvu ničesar nima. Tokratni testni avto je pač terenec, ki je na ceste pripeljal leta 1998, ki pa takrat ni prinesel posebej opaznega napredka v primerjavi s terencem, ki je svojo pot začel že leta 1981. Res se sliši grobo, a Jimny je praktično 40 let star klasik. In verjetno si že mislite, da je to eden tistih prispevkov, ki se začnejo s hudo kritiko, končajo pa z ekstremno hvalo. No pa poskusimo. Seveda je tako jasno, da bomo Jimnyja lahko pozitivno prikazali kvečjemu na gozdnih cestah, na tistih najbolj ozkih in najbolj strmih. V teh razmerah se Jimny obnese bolje kot veliki terenci, ki so pogosto preglomazni in ves čas drsijo ob vejevje in jih je tako težko obrniti, ko recimo naletite na podrto smreko iz nedavnega vetroloma. Seveda smo za Jimnyja lahko prepričani, da je na terenu zmogljivejši od modernih šminkerskih SUV-jev brez reduktorja. A koliko boljši je? Zagotovo dovolj, da bo še dolgo navduševal tiste, ki službujejo v gozdu. Jimny je namreč odlično orodje za slovenske lovce, gozdarje in še marsikoga. A zdrava pamet svetuje, da upoštevajmo dejstvo, da moramo majhen 1,3-litrski bencinski motor recimo v blatu vendarle vzeti nekoliko z rezervo, ne glede na reduktor. V večini primerov pa bodo številni mali SUV delo opravili dovolj dobro. Ocenjujemo torej, da je Jimny od vsakdanje prijaznejših SUV-jev občutno boljši kvečjemu tam, kjer se v skladu z okoljevarstvenimi pravili ne smemo voziti. Saj bi bil za priporočiti, a kaj ko stane 17 000 evrov? Torej toliko kot recimo Vitara. Vzemite rajši Vitaro.